Na Prešernov dan so v Krški kulturni dvorani podelili priznanja tistim, ki že vrsto let delujejo na področju ljubiteljske kulture. Tako so letos podelili priznanje za hvalo ter 14 bronastih, 3 srebrne in 1 zlato Prešernovo plaketo. Tokrat jo je prejela Karmen Kerle iz kulturnega društva Svoboda Brestanica. Veliko mi pomeni. Že 38 let sodelujem v kulturnem društvu, v dramski sekciji Svobode Brestanica. In to je obenem, če tudi drugi prepoznajo delo, ki ga upravljaš, ki ga delaš skupaj z drugimi soigralci. Jaz pravim, da sam ne more biti ekipa okrog tebe. Srebrno plaketo so prejeli Irena Kožuh iz kulturnega društva Svoboda Brestanica, Matija Gorenc iz kulturnega društva Leskovec pri Krškem in Aleš Mlankar iz pihalnega orkestra Krško, ki v orkestru deluje že od leta 1988. Ja, eno priznanje, da si bil opažen in da se zadeva obrestuje. Pihalni orkester je tako najširša zadeva, največ stvari lahko igra, vse zvrsti. Lahko je na cesti, lahko je na koncertu, na pogrebu, na poroki, vse posod. Simfonični ni toliko širok, recimo. Ne more na cesto korakati, godba gre, vse posod, vse lahko igra. S pogoji za delo na področju ljubiteljske kulture so v mestni občini Krško zadovoljni. Ljubiteljska kultura v mestni občini Krško živi tisto življenje, kateremu je tudi namenjena, da lahko ljubiteljski ustvarjalci ustvarjajo oziroma delujejo na svojih področjih. Imamo kar pestro dejavnost od kulturnih društev, ki združuje različne sekcije folklore, pihalni orkestri. Mogoče pogrešamo malce več zborovstva. Pomena tako ljubiteljske kulture kot tudi kulture nasploh se v mestni občini Krško močno zavedajo. Za letos imamo namenjenih več kot 2,6 milijona evrov za kulturo skupaj. To je in za opremljanje in za vzdrževanje vse kulture, za ljubiteljsko kulturo pa namenjamo 171 tisoč evrov. V minulih letih je novo podobo pridobilo kar nekaj hramov kulture po mestni občini Krško, med njimi sta bila največji naložbi kulturna dvorana Senovo in večnamenski dom v Leskovcu pri Krškem.